Srednjo prometno šolo v Mariboru obiskuje 400 dijakov. Izobražujejo se v programih tehnik varovanja, logistični tehnik, s 1. septembrom pa začnejo z novim programom tehnik elektronskih komunikacij. To so res programi, ki izobražujejo ciljno za poklice, ki se bodo v prihodnosti, pa tudi sedaj se zelo iščejo. Tudi v preteklih 2 letih, da logisti so bili zelo iskani in to področje je zelo pomembno in tudi se naši dijaki zaposlujejo tako v Sloveniji, kot pa tudi v tujini. Bomo edini v vzhodnem predelu Slovenije, ki bomo izobraževali tudi v programu tehnik elektronskih komunikacij. Dijaki so nam pokazali detektorska vrata in nudenje prve pomoči. Stopite na varovano območje, zato prosim, če vse svoje stvari, kovinske predmete in tudi elektronske stvari odložite na pladenj. Zgleda, da še vedno imate nekaj v žepu, zato bi vas prosila, če tudi to odstranite. Pristopimo do osebe in preverimo odzivnost, preverimo dihanje in tudi, če so dihalne poti zaprte. Če oseba ne diha, pričnemo z masažo srca. Če imamo kolega, tako kot sem jaz imel, nam prinese defibrilator. Defibrilator nastavimo, elektrode nastavimo tako, kot je prikazano, ter ga vklopimo, tam dalje nas pa defibrilator vodi sam. In kje se lahko zaposlijo tehniki varovanja? Se zaposlujejo v Slovenski vojski, pri poklicnih gasilcih, pri pravosodni policiji, na sodiščih ter pri številnih zasebno-varnostnih podjetjih. Mnogi nadaljujejo tudi z šolanjem na poklicni akademiji. V glavne možnosti za zaposlitev je zelo veliko. Prikazali so nam tudi, kaj počnejo pri predmetu kriminalistika. Tukaj bodo sedaj vam predstavili, kako v bistvu, kakšne tehnike uporabljajo kriminalisti pri preiskovanju kaznivih dejanj in pri identifikaciji storilcev. Pri tej delavnici smo pa iskali sledi prstov s pomočjo daktiloskopskega praška in daktiloskopske folije. Učitelji poskrbijo, da je praktični del za učence raznolik in zanimiv. Predstavili prikaz raznih dokumentov, kot so potni listi, osebni dokumenti, denar ter razne znamke ter drugi dokumenti pod ultravijolično svetlobo. Preverili smo, kako izgleda vožnja, kadar smo utrujeni in takrat, kadar vozimo pod vplivom alkohola. Tudi delo logističnega tehnika je zelo dinamično. To področje je zelo razvejano. Pripravil danes delavnico prometne varnosti. Za dijake in osnovnošolce izvajamo to ob pouku, se pravi dodatno delo in dijaki se posvečajo k temu, se pravi v svojem prostem času oziroma so kar veseli, da sodelujejo v prometni varnosti. Dijaki spoznavajo med poukom tudi osnove varovanja oziroma pritrjevanja tovora in tukaj bomo danes to na kratko jim prikazali. Vemo, da je tukaj lahko problematika prevračanja, se pravi v zavojih, pri pospeševanju, najbolj pa seveda pri zaviranju ali pa recimo, če bi se upamo sicer, da ne zgodila prometna nesreča. Pogovarjali smo se tudi z dijaki, ki šolanje zaključujejo. Za to šolo smo se odločili, ker naj zanima vse v smeri varovanja, kot je policija, vojska, zasebno varovanje in verjamem, da nam je ta šola dala veliko podlago za nadaljnje šolanje. Po končani srednji šoli se mislimo udeležiti prostovoljnega služenja vojaškega roka za 3 mesece, kasneje se bomo mogoče zaposlili ali pa šolanje nadaljevali na višji prometni šoli. Logistika se mi zdi zelo perspektivno področje in zato sem se tudi odločil, da bom nadaljeval študij v tej smeri. Kot ste videli danes, smo na delavnicah se zelo zabavali, pokazali različne prometne situacije. Velika možnost zaposlitve, v bistvu skoraj vse povsod. Šola da zelo dobro podlago, ker v bistvu se učimo res v vseh panogah prometa in v širokem pojmu logistike. Sama se mislim vpisati naprej v smeri policije, zato mi bodo tudi panoge prometa in logistike zelo pomagale pri tej zaposlitvi. Na naši šoli skrbimo za dijake celostno, poskrbimo tako za njihov strokovni razvoj kot osebnostni razvoj. Skrbimo za to, da se vedno kaj dogaja in smo odlična platforma tako za karierno pot, kot tudi za nadaljni študij, ki pa ga lahko tudi na naši višji šoli, ki je tukaj pri nas, opravite. Na šoli sicer deluje tudi športni oddelek, obiskali smo jih v telovadnici, kjer so nas navdušili. Informativni dnevi bodo sicer prihodnji konec tedna potekali nadaljavo. Več informacij najdete na njihovi spletni strani.